Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka. Topline malo, ljubezni nežne, miru vsaj malo si zdaj želim. S pesmijo Malo miru, priredbo Nemška ein bisschen Frieden, je Irena Tratnik-Doso zaslovela pred 3 desetletji, ne le v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji, ampak tudi širše. In po tej pesmi jo mnogi poznajo še danes. Ja, bilo je obdobje, ko mi je bila že čez glavo, recimo tako v meni, ko sem premalo opazovala. Ko pa sem začela opazovati, kako ljudje kar po dolgih letih reagirajo na to skladbo, da jo še vedno želijo, da se celo zjočejo, da je v pesmaricah, da jo prepevajo pevski zbori, ob kitarah, ko ljudje, ob tabornih ognjih, ne. Takrat sem pa začela razmišljati, joj Irena, res sem bila mlada takrat, mogoče res premlada, ko sem jo zapela, se niti nisem zavedala sporočila vsega tega, kar bo pesem pustila. Glasba jo je vselej spremljala. Glasba v tem trenutku mi je pa sploh, bi rekla, predvsem zadovoljitev moje praznine, včasih v srcu, v duši. Na glasbo danes gledam kot hobi, kot nekaj lepega, čustvenega in takrat je najlepša. Nekaj več kot enourni glasbeni spored je pripravila z vrhunskim jazz pianistom Blažem Jurjevčičem, ki sodelovanje z njo opisuje kot zanimivo. Jaz se spomnim, ko me je prvič poklicala, da bi delala, je rekla, da bi recimo delala tele italijanske šansone, pa tako pa sem pa najprej mislil, kaj pa vem, ko sem se pa odločil, sem rekel, to bi v bistvu tudi meni prav prišlo, da bi jih par teh komadov spoznal, ne. Tako da sem pol v bistvu privolil in v bistvu mi sploh ni žal, ne, ker je to čisto en drug, ko bi rekel, svet. In sta se ujela. Na odru pa si med prepletanjem italijanskih kancon s španskimi uspešnicami in slovenskimi popevkami dovolita tudi nekaj improvizacije. Z Ireno se tudi dobro ujameva, pa včasih recimo tudi, kako bi rekel, mogoče kakšno stvar izvedejo malo drugače, ampak je pomembno to, da je recimo strast, ne, pa tako, ne. Tako da je v bistvu dopuščava kar dosti svobode, kar je v duhu možno, ne. Če imaš ti recimo cel orkester, pol mora biti zadeva točno tako, kakor je, ne. Mi dva lahko malo improviziramo in to se mi zdi prav v redu. Bésame, bésame mucho, come si fuera esta noche la última vez. Glasbeni izbor, nekatere skladbe so stare več kot stoletje in pol, druge imajo le kakšno desetletje, so dopolnile izbrane besede in velika mera humorja. Zato, da ne bi bilo vse skupaj preveč patetično in preveč ljubezensko obarvano, ker vemo, da ljubezen včasih kar precej trpljenja povzroči, sem tukaj jaz. Zato, da kot možiček kopitljaček pridem, razsvetlim in razživim celotno atmosfero. In mislim, da se ljubezen in humor in seveda upajmo, da znamo ljubezen s humorjem nekak jemati, ker če ne, se nam ne piše nič kaj dobrega. Dvorano Doma Partizan so napolnile pesmi v neapeljskem in sicilijanskem dialektu, operne mojstrovine, filmske uspešnice, slovenske popevke. Meni je kar všeč Ale Volare, zato ker je polna energije, ker je nabita z enim pozitivizmom in zato, ker je na nek način tudi revolucionarna, ker se je takrat začel šov biznis premikati v smer zabavljaštva, v smer energičnosti, copotanja, tepetanja in mogoče tudi kakšne bolj glasne besede. Pevka in prevajalka Irena Tratnik-Doso že vrsto let živi in dela v Italiji. Izbrance svojega srca je našla v Veroni. Mladost je preživela v Trebnjem, tako da je bil njen tokratni koncert pravzaprav nastop pred domačim občinstvom. Moram reči, da je težje, ja. Lažje bi nastopila, se mi zdi, v Mariboru, ne, da sem imela danes veliko večjo odgovornost pred tako rekoč domačo publiko. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja,
da je nekaj slabega, če preveč priznaš.